padli v vojni za Slovenijo. Tesnobe se spomni vonja smrti. Spomni se upanj skozi stoletja. Poglej, kako dehtijo cvetovi davnih sanj. 1991. Spoštovano občestvo, Ljubljana, Žale, monument padlim v vojni za Slovenijo. In po vseh teh letih je vprašanje, brez kompliciranja, brez dolgovezanja. Ljudje so izgubili življenja, s tem so prizadete seveda tudi njihove družine, torej ob življenju, ki je sveto, rastlinsko, živalsko, človeško življenje nasploh. Vojna, tako ali tako vemo, je bolezen uma. Tukaj so zapisane imena ljudi in vprašanje je, sedaj ko vidimo, kje Slovenija je, bi ti ljudje želeli, hoteli umreti za Igorja Bavčarja, Janeza Janšo, Zorana Jankovića, Lojzeta Peterleta, Boruta Pahorja, za vse te politike, ali bi raje bili živi med svojimi, pa tudi če ne med svojimi, tudi če sami. To je bizarja te države. Skupina ljudi je porinila narod v vojno, v bitko, oborožen spopad. Ljudje so pustili življenja, misleč, da bo nastala Švica na Balkanu. Sedaj pa imamo gulag na Balkanu, državo podrtih sanj. Nocoj so dovoljene sanje, jutri je nov dan, kakšen dan, nočna mora. In tudi tisti, ki so se igrali z usodami teh ljudi, poveljevali iz bunkerjev, iz zavarovanih lokacij, se šli vojskovodi, se šli osamosvojiteljev. Oprostite, jebe se njim. Preskrbljeni so, preskrbljeni imajo naslednje generacije, narod pa se je znašel v revščini. Tako da, jasno naj nam bo. Zbudimo se iz teh sanj in si ustvarimo lucidnost in zavedanje in priznajmo si, kje smo. Ni več iluzije o Švici na Balkanu. Ni več iluzije o družbi blaginje s temi ljudmi. Ti ljudje so nenazadnje, rečem tukaj, so odgovorni za imena, ki so napisana tukaj. In imenujejo se osamosvojitelji, da. Sram me je biti Slovenec. Delam na tem, da doživim katarzo. Sram me je, da sem bil del tega, priznam tukaj javno. To je bila ena velika laž, potegavščina in kriminalno dejanje. To nam mora biti jasno. Po 22 letih in še nekaj.